Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Premier Šarec je istočasno sklical Svet za nacionalno varnost, povabil našo veleposlanico v Zagrebu na posvet in poklical hrvaškega veleposlanika na zagovor. Tega ni storil, ko je Sova stavkala pol leta. Tega ni storil, ko je hrvaški policijski čoln vplul 3 km v naše morje in tega nenazadnje ni storil, ko je slovenska vojska ponovno dobila oceno nezadostno za vojno pripravljenost. To je storil šele, ko se je njegov pravi koalicijski partner za evropske volitve, oddaja 24 ur na Pop TV, počutila ogroženo. Za Marjana Šarca imamo zato pomembno sporočilo. Bolje pakt nego rat. In še, nismo pripravljeni iti v vojno z Madžarsko zaradi mladine in ne v vojno s Hrvaško zaradi Pop TV. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, kdo sme Šarca razumeti. Naš Marjan nam je v soboto v Trbovljah povedal, da ga v resnici ne moremo in smemo razumeti, ter naj se niti ne trudimo. Zakaj predsednik vlade misli, da ga vsem v Sloveniji ni dovoljeno razumeti, bomo vprašali naša stalna komentatorja, Lucijo Šikovec-Ušaj in Marka Pavlišiča. Dobrodošla. Dober večer. Lucija, Marko, vidim, vidva sta še brez čelade, vidim, da ne jemljete resno tega predvojnega stanja med Slovenijo in Hrvaško, vendarle je bil neposredno ogrožen premierjev najzvestejši koalicijski partner, praktično edini dejanski, oddaja 24 ur na Pop TV. Kako vidva vidite te dogodke zdaj naprej? Bo šlo v neko eskalacijo? Namreč vemo, v diplomaciji, potem, ko povabiš veleposlanika na posvet, ga lahko samo še odpokličeš in potem naslednji korak je vojna. Ja, zdaj omenil si, da imamo probleme z Madžarsko, ki se hočejo nekako vtikati v naše medije, da imamo probleme s Hrvaško, s tem prisluhi. Lahko bi mirno še dodal, da Italijani hočejo zavzeti našo Istro, naš del Istre in Avstrijci nazadnje nam grozijo z nekimi identitarci, pa tudi na mejah imamo zelo strogo kontrolo. Skratka, uspeh vlade Marjana Šarca je očitno, da smo skregani ravno kar, oziroma tako rekoč v vojni napovedi za vsemi sosednjimi državami. Zdaj, Lucija, včasih Jugoslavija, vemo, je bila okružena brigama, se pravi Bolgarija, Romunija, Italija, Grčija, Avstrija, Madžarska, Albanija. Zdaj Slovenijo obkroža Miha, to se ne sliši tako nevarno, Madžarska, Italija, Hrvaška, Avstrija, zdaj ta Miha. A je ta Miha toliko nevaren ali vendarle gre za, po tvojem mnenju, neko predvolilno napenjanje mišic, Pravzaprav pri nas, pri Šarcu gre ves čas za predvolilno ali pa povolilno napenjanje mišic, ker s tem prikriva vse to, česar ne naredi. In slovenski narod kupuje te njegove šarcizme, pravzaprav kar s čistim zlatom. Dejstvo, to, kar je pokazal popolno neznanje, nevedenje, nepoznavanje dela obveščevalnih služb. Če ne bi obveščevalne službe prisluškovale, potem jih ne bi rabili. Ne bi nekaj početi. Ja, tako. Druga stvar je, da je arbiter govoril s predstavnico slovenske vlade, kar ni čedno, se ne sme uradno, ampak se je 1000%, da so ravno tako hrvaški arbiter govoril s hrvaško vlado. Samo ni rabo po telefonu, ker je kar živel na ambasadi. Pa ne samo to, tudi mislim, da naša Sova ni bila sposobna tega zaznati. Mogoče je lih stavkala takrat, veš, pa nismo vedeli. Oni stavkajo, so pa na kakšnem pikniku. Te fotografije z teh piknikov Sove so dosti znane. Tako da je torej pokazal ali res popolno neznanje, oziroma ni hotel povedati, zdaj je kriv tisti, ki je razkril napako. To je tako, kot če jaz dobim sodnika, ki se pogovarja z nasprotnim odvetnikom, kako bosta razsodila, in potem bi jaz, ker bi to, kar pa se seveda tudi v Sloveniji da zgoditi, če jaz to objavim, potem se bo zlil ves gnoj name, kaj se šla objavljati, če se sodnik dogovarja z drugim odvetnikom. To je to. Ampak tu ne smemo pozabiti še tega, da v bistvu, prisluhi so bili, ampak o tem je sodišče odločalo. Vključilo je
to v razsodbo povedalo, da ni lepo, da se je to zgodilo, ampak dejansko ni vplivalo na to. Ne? In tukaj imate sodbo. Ne? In slovenska politika se je takrat jasno postavila na stališče, da ta sodba je, in nekako smo s tem naprej živeli. Ne? Zdaj, zakaj je treba en mesec pred volitvami s tem ven priti, je pa verjetno tudi vsakemu jasno. To sem vas hotel zdaj vprašati, zakaj je to pomembno zdaj, da mi rečemo, aha, Hrvati so nam prisluškovali. Pa se je Lucija lepo povedala. Ne? V bistvu Šarec nima pokazati kaj drugega, ne? Zato pokaže zunanje sovražnike. Na Mihata, se pravi, na Mađarsko, Italijo. Se spomniš tistega, ni oni sa istoka, ni oni sa zapada, s tem sem jaz živela. Atomski sleva, ja. Zato imam jaz čelado, malo sem zaskrbljen, ker jih nimata, ampak verjetno sta vidva res na manj strateških lokacijah zdaj, ko pa jaz vdaji Faktor, ker jaz sem prepričan, da zunanji sovražnik bi najprej udaril sem, če bi že kam udaril. Ampak predlagam, da si zdaj pogledamo izsek govora predsednika vlade Marjana Šarca na kongresu ali pa zboru z leto, bi rekel človek, liste Marjana Šarca v Trbovljah, ki ga zdaj po teh zadnjih razkritjih in dogodkih, tej praktično vojni napovedi Hrvaški, vidimo v povsem drugi luči. Poglejmo si. Ki nas bo poskušal razumeti s starimi vzorci razmišljanja, nas nikoli ne bo razumel. Tak naj se niti ne trudi. Mi smo svojevrstni ljudje, smo včasih tudi čudaki za marsikoga. Imamo nove vzorce razmišljanja. Drugače gledamo na svet, kaj šele na Evropo. Kdor ima stare vzorce, bo vedno kot hrček kroži v svojem kolesu, na koncu bo upehan, ampak prišel pa ni nikamor. Vmešavanje brez primere. In take Evrope mi ne želimo. In take Evrope, da bo nekdo prevladoval nad drugim, ne bomo nikoli podpirali. Evo, zdaj gledalkam in gledalcem smo dolžni pojasnilo, to ni šlo za izsek iz radijske oddaje Ga, ne? To je dejansko izsek govora predsednika vlade na zletu LMŠ-ja v Trbovljah, ne? Zdaj, ene par poudarkov je bilo, Lucija, Marko, kaj je recimo tisto, kar se je vama najbolj zapisalo v srce? Torej, mene je zmotilo to, jaz, če lahko z gospodom Šarcem povsem strinjam o novih vzorcih razmišljanja, samo rada bi vedela, kateri so ti vzorci razmišljanja. Ja, že kompliciraš, ne? Že dviguješ prah po nepotrebnem, takoj, ko sem ti dal besedo, takoj, ko si dobila besedo, draga Lucija, si že začela dvigovati prah. Ja. Marko, ti boš verjetno bolj politično korekten in boš dobronamerno ocenil ta premijev govor. Izvoli. Ja, zdaj pri novih vzorcih sem tudi jaz imel zelo podobno misel, da super, da jih ima, pozdravljam to, zelo pozitivno gledam na te nove vzorce, žal pa jih kar dobro skriva, tako da tega še nisem nekako uspel ugotoviti, kjeri so. Še več, ko sem zadnjič poslušal novega ministra za zdravje, je kar spet vrohnil nekaj proti privatizaciji v zdravstvu, proti, ukinjanju koncesij, ko ne vem, če sploh katera stranka v Sloveniji je predlagala privatizacijo zdravstvenih izvajalcev. Zdaj, moram se popraviti, obstaja ena stranka, ki ima to v svojem programu, žal pa je ustanovljena šele 2 dni. Ampak od obstoječih strank, ki so v parlamentu, mislim, da nobena nikoli ni predlagala nič okoli privatizacije. Zdaj smo živeli v zmoti, zdaj premier Šarec na Šmarjan bi rekel v starih vzorcih, Marko, Lucija, da koncesije so del javnega zdravstva. To je nekako veljalo že ves čas. Zdaj pa res pride minister za zdravje Šabeder, pride na obisk v Studio City, vemo, da tja politiki hodijo na obisk, tako tudi sami pravijo, in tam mirno pove, da so koncesije v javnem zdravstvu prvi korak k privatizaciji zdravstva in da njegova ključna naloga ni, pomislite, odprava čakalnih vrst, preprečitev tega, da bi vsi družinski zdravniki v Sloveniji dali odpoved, ali Bog ne daj ponovno vzpostavitev otroške srčne kirurgije na Univerzitetnem kliničnem centru, ampak preprečitev privatizacije zdravstva. Medtem pa mi empirično vidimo, recimo tamle na Savski v Ljubljani, en privatnik, vsi vemo kdo, ima že celo bajto, zdaj kupil že sosedno bajto, skratka v tem času, ko se je najprej Milojka Kolar, pa zdaj očitno Šabeder uspešno borila proti privatizaciji zdravstva, imamo največji razmah privatnega zdravstva v Sloveniji. Praktično vsi smo samoplačniki. Kako zdaj to nekako z starimi vzorci ne moremo, kako po vajenem mnenju z novimi vzorci recimo to zdaj pojasniti?
Poglej, mislim, je meni tako grozen, ker recimo mi trije verjetno lahko gremo k zobozdravniku in si ga plačamo. Imamo ta privilegij. Ja. Imamo ta privilegij in jaz imam pa eno nesrečno lastnost, da čutim tudi s tistimi, ki nimajo. To ne vem, odkot so me cepili na to, ampak v tem času mi ne pride nič kaj prav. Zaradi tega se zameram strahovito izvajalcem zdravstvenih storitev in recimo to sem je želela preko MOL-a speljati te koncesije za primarni nivo zdravstvene oskrbe, to so zobozdravniki, ginekologi in tako naprej. Šarc temu te koncesije jemlje kot živo, oziroma vsa vlada in Levica predvsem, kot smo slišali, torej čakalne vrste so dokaz, da zdravstvo deluje. Torej, mrtvi so dokaz, da imamo še prebivalce, če ne bi imeli več mrtvih in tako naprej. To so verjetno, kot praviš, te novi... Ljudje ne bi imeli nobenih družabnih aktivnosti, če ne bi hodili na pogrebe. No, vidiš, ali pa Faktorja gledali. No, mislim, tle nekje smo. Vprašanje, od česa prej umreš sicer, ampak okej, pustimo. No, ampak vsekakor hočem reči, da zadeve so tako bedaste, vprost spet dvigujem prah, da se zgroziš, da se to dogaja v 21. stoletju v Evropi. Da to ni Venezuela, ampak da ta levica, ki je zdaj očitno iz Venezuele, bo počasi mogla le svoje ideje umakniti, bo te ideje v celoti izživela v Sloveniji preko... Marko, zdaj potem, kako se reče, se pravi, indeksu zdravstvenih potrošnikov, neki taga Health Consumer Index, v angleščini, nas je celo Srbija prehitela. A si ti kdaj mislil v osamosvojitvi, da čez 25 let ali pa čez 20 let recimo bo Srbija pred nami po recimo enem indeksu kvalitete zdravstvenih storitev? Mislim, indeksov je veliko in vedno lahko najdeš takega, kjer smo odlični. Recimo, eden je bil predstavljen, mislim, da v zadnji sobotni prilogi. Zdaj najdeš pa tudi take, kjer smo daleč pod povprečjem. Ampak tisto, kar šteje, je pa v bistvu, kar ljudje doživljamo v tem sistemu. In zdaj te izkušnje so, bom rekel, blago povedano, zelo mešane. Zdaj, in čakalne vrste, ki jih so enostavno dejstvo in to, da so predolge, je tudi dejstvo. Tako da tukaj na tem področju je potrebno nekaj narediti. Sej tisti, ki si lahko privoščimo, bo rekel, zasebnega zobozdravnika, prav gotovo z veseljem hodimo tja, ker se res za svoj denar dobro potrudijo in jaz sem rekel svojim zelo zadovoljen, ampak res tega si vsi ne morejo privoščiti in morali malo več pogledati tudi na to. Žal pa mislim, da trenutna politika dlje od besed k dejanjem ne pride glede tega. Ampak zdaj, če gremo nazaj k temu premierjevemu govoru, on je recimo med drugim rekel tudi, mi smo čudaki. Zdaj pa jaz vprašam, pa kdaj je v Sloveniji čudaštvo ratalo mainstream? Mislim, da ti predsednik največje vladne stranke in tudi po anketah najbolj priljubljene in ne vem kaj še vse, tudi v Keniji je med 3 najbolj priljubljenimi politiki, Marjan Šarec, sem slišal praviti zadnjič, reče, mi smo čudaki. Mislim pa, čudaki so bili ponavadi na politični margini, ne v centru. Ampak to je zdaj izgleda dejansko nek ta, bi rekla, tok v Evropi. Konec koncev, če pogledaš Bepo Grillo, če pogledaš to, ne vem kaj je, to Kramp v Nemčiji, ona bo zdaj spet se preoblekla v klonjesu. A pa si oni rečejo čudaki, Lucija? Ja, ne vem, če si reče, da je čudak, ker naš si je rekel, da so čudaki, on je povedal, je rekel, vse je fair. To je bil trenutek iskrenosti. To je premišljen PR v bistvu, ker če ti se sam že razglasiš za čudaka, te potem drugi ne morejo razglasiti. Ampak ni to zdaj nekako, jaz to razumem kot nek poziv, vsi tretjerazredni vaški posebneži vseh dežel združimo se. Se pravi, prelezmo izpod kamnov, ali kje smo bili do zdaj, prezrti, nerazumljeni, pridimo na plano in rečemo, tukaj smo, mi bomo zdaj odločali. Mislim, to je, morate priznati, je malo nenavadna, da ne rečem nevarna politična strategija. Mobilizacijska, verjetno je takih čudakov, ki se bodo našli
s predsednikom dejansko veliko. Torej, Ja, sam veš, kako je pri čudakih je križ, Lucija. Ne? Bog ne daj, da bi recimo ta s temi šraufom cigari na ljubljanski trolji se prepoznal recimo v tem govoru. Hvala Bogu, govor je prišel kasneje, ne? Ampak ne, tu ne mislim tega pač v Še šali. ti razmišljaš v starih Čudake nagovarjati vzorcih. ja, sej zato, ja. Lej, Šarec nam je lepo povedal, kako moramo razmišljati. Ja, v novih Kot čudaki. Razmišljati moramo tako, da itek ga ne moramo zastopiti, ne? Ja. Itek je on, si Naj bomo se ne mislili, trudimo, da je čuden in tako dalje. In v bistvu s tem samo utrjuje našo predstavo o njem, kar pomeni, lej, vse je krasno in lepo. Ne? Evo, zdaj predno nehamo s starimi vzorci, pa da gremo na nove vzorce, rabimo krajši premor, tako da gledalke, gledalci se vidimo po oglasih, ko naša dva komentatorja nadaljujeta s komentiranjem novih vzorcev v slovenski politiki. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Lucija Šikovec-Ušaj in Marko Pavlišič, pogovarjamo pa se o tem, kdo sploh še sme razumeti premierja Marjana Šarca. Lucija, Marko, v prvem delu oddaje smo govorili o teh novih vzorcih v politiki, ne? In v enem izmed teh vzorcev si bila tudi neposredno udeležena, Lucija. Namreč, če gre verjeti dominantnim medijem, ne, so na koaliciji prejšnji teden preprečili veliko nacionalno katastrofo. Namreč čisto malo je manjkalo, da bi te po 10 letih ponovno izbrali, izvolili, nastavili za, po domače rečeno, varuhinjo pacientovih pravic, ne? Ampak na srečo je pač božja modrost posegla vmes in so na koalicijskem sestanku ugotovili, da gre za tebe, za zelo glasno odvetnico Lucijo Šikovec-Ušaj in so pač tvoje imenovanje umaknili z dnevnega reda. Ne? Zdaj imamo pa vprašanje zate, Marko, ne? Oziroma izziv, pa uvodni stavek. Blagor državi, kjer na koalicijskih sestankih postavljajo varuhe pacientovih pravic. Ne? Ja, lej, to so te, bo neko, novi vzorci. Ne? Čeprav, ko sem jaz to poslušal, sem se nekako spomnil, da te kadrovske komisije, koalicijske, ne, so bile, bo neko, tako v uni vladi, ko je vladala takrat. Sam še noben se ni do zdaj v medijih pohvalil, ne, da smo pa Lucijo Ušaj skenslali. Verjetno oni niti niso vedeli. Jaz si predstavljam Matjaž Han, recimo, ti si bil v to vključen, Marko Pavlišič. Prije Matjaž Han tja, ne. Po moje on ni vedel, da je Lucija bila že 10 let, recimo, pač na čelu te komisije, ne. Verjetno ne, Nič ni vedel okoli tega, ne. Tudi oni na Ministrstvu za zdravje niso vedeli, da je Lucija problematična, pač se je edina prijavila, oni so dali predlog naprej, ne. Niso želeli dvigovati prahu, bi rekel naš Marjan, ne. In potem prije to na koalicijski sestanek in bamf, Lucija leti ven, ne. Zdaj, kaj si naj zdaj mislimo mi pacienti, ki smo ta hip de facto brez varuha pacientovih pravic. Lej, to so ti novi vzorci, ne, kjer nadkoalicijski partnerji, v bistvu, ne več koalicijski, ampak zdaj so nadkoalicijski partnerji, pač delajo kadrovsko politiko. Koga zdaj misliš, Levico ali 24 ur na Pop TV? Njuno koalicijo. Ne. Okay. Čeprav tukaj bi morda bilo za izpostaviti še eno zadevo. Verjetno je tukaj vseeno Lucija ima neke stare vzorce. Ne? Ona je verjetno mislila naprej delati v interesu pacientov. Zdaj, novi vzorci, tukaj se bo verjetno, da treba delati v interesu nekega, ne vem, zdravstvenega sistema ali pa nekega nadkoalicijskega zdravstvenega interesa. Za višje interese je v bistvu treba delati. V takšne nove vzorce verjetno Lucija dejansko ne paše. Ne? Tako da tukaj moramo to razumeti verjetno v tem smislu. Ne? Ampak, Lucija, ti res skozi delaš probleme. Ne? Zdaj, če pogledamo nazaj, ne? Že v prejšnji državi, v prejšnjem sistemu si delala probleme, nisi hotela biti članica SZDL, ne? In so potem morali politično intervenirati, da si sploh lahko postala odvetnica. Pa si se odčlanila v SDS, si bila dolgoletna članica, si branila Janeza Janšo, tudi v tej oddaji si ga branila, si dvigovala prah. Zdaj spet dviguješ prah s tem, ko si se prijavila ponovno, ne, po 10 letih za varuhinjo teh pacientovih pravic. Mislim, kdaj se boš ustavila? Iskreno te vprašam. No? Ja, po mojem, kdaj boš prišla na nove vzorce, bi rekel Marko? Takrat, ko bom sama v novem vzorcu. Apsala. No, evo, ta vzorc ti že gre, ne? Takoj, ko si umela nove vzorce, je slušalka šla. Ampak nič hudega. Zdaj, če gremo nazaj k temu govoru Marko premierja Šarca, ne?
On je recimo tam omenjal tudi pač tega hrčka, ki v kolesu teče, ne, in je zaciklan in ne razume. Ampak zdaj po teh razkritih Pop TV, ne, smo v bistvu ugotovili, da gre tu za neke druge hrčke, ne, ker vemo, da hrčki je slabšalni izraz za Hrvate, ne, in očitno je naš Marjan hotel povedati v Trbovljah, da če ga ne razumeš, si tako kot Hrvati, ne, ali kako? Lej, težko jaz razumem vso veličino, ki je želel povedati s temi novimi in starimi vzorci, ne, in hrčki, ki teče v krogu, ker jaz imam stalno občutek, da v bistvu celotna njegova vlada v bistvu teče v nekem... A pa imaš hrčka doma? Ne, nimam. Ja. Na srečo še ne, imamo pa želvo. Ne. Ja. Hrvaško razumeš, ne? Ja, sem imel v 5. razredu srbo-hrvaščino, tako da razumem približno. Že priimek imaš tak, moram reči, malo sumljiv, Pavlišič, ne? Ja. To že malo vleče, ne? Se me počasno malo strah, veš, zdaj, ko bo domovinska liga prišla na oblast, ne? Bog si ga vedi, kaj bo naredila z nami. Ja, pa ti si naš, tebe bojo pustili, veš. Tebe bojo pustili. No, ampak evo, Lucija je spet z nami, super. Ja. Lucija, ja, točno, vse Bernard je tudi na pol Hrvat, tako da mogoče bi mogli mene skrbeti, ne? Ampak okej. No, zdaj ti hrčki, ne? Te odnosi s Hrvaško niso nikoli bili idealni, dajmo reči, odkar pač obstajata obe samostojni državi, ne? So nihali, so bili boljši, slabši in tako naprej. Ampak jaz recimo se ne spomnim, kdaj bi mi naenkrat sklicali Svet za nacionalno varnost, povabili veleposlanico na posvetu domovino in poklicali na zagovor hrvaškega veleposlanika. A je po vajinem mnenju zdaj ta afera, ne, to domnevno razkritje poskusa preprečitve objave na Pop TV teh izsledkov, da so Hrvati nam prisluškovali v arbitraži, kar smo itak vedeli že prej 4 leta. A je to zadosten razlog, da meddržavni odnosi tako eskalirajo po vajnem? Če pogledaš tisti kombi, ki je obveščevalni kombi, ki je šel pri Zavrču čez mejo. Ko smo ga posodili. Ne pa smo ga pokazali, ne. Ni bilo iz tega nobenega, pravzaprav so se mačkeno norčevali iz Slovencev, Hrvati in so to jemali čisto dobro namerno. Tukaj kažemo to svojo majhnost, ne, in to svoje pomankanje samozavesti. Konec koncev, da je odločitev arbitražnega sodišča slaba, smo vedeli, ne, da nam ni v prid in zdaj vztrajati, no vse mile viže, če se oni hočejo umakniti, ne, da mi jo pa bomo, če vemo, da je slaba, se mi zdi tak mimo, ne. Ampak to dejstvo, da Šarc spet ponovno si dela sovražnike oziroma te nove vzorce, a veš, on je tudi rekel, da bojo v Bruslu mogli v novih vzorcih razmišljati pri tem, da ni šel v Bruselj in povedati takrat, ko je bil čas za to, da je čas za nove... To je že del novih vzorcev, ne? Ti jim ne poveš, oni morajo sami spoznati, da je čas za nove vzorce. Tako je, ne, mislim, tako da, mene malo bega to, ker večina Slovencev hodi na morje na Hrvaško, ne, in temu se verjetno tudi večina od nas ne bo odpovedala, vendarle imajo lepo morje. Hrvati hodijo radi smučati v Kranjsko goro, pač to je njihova veselje, pa če jih razumeš ali pa ne. Tako da ljudje med sabo nismo sprti in to, da hoče neka oblast sprejeti ljudi med sabo, se mi zdi tako nekam nizko, ne? Pri tem, da bi pa morali vsi ščititi mejo, kar bi bilo pa bolj važno, da se povežemo in zaščitimo Hrvaška ima zelo občutljivo mejo z Bosno in bi jim lahko že tam začeli pomagati, bi bilo po mojem bistveno bolj oportuno, kot da je zganja za nek cirkus, ne. Ampak, Marko, ti si na pol iz stroke, ne? Ti si računalniški programer v prostem času, ne? Ko ne komentiraš tukaj na Faktorju. Zdaj, daj mi razloži, ne? Zdaj, te hrvaški prisluhi, dajmo reči, da so bili hrvaški prisluhi, Sekolcu pa Drenikovi, to je bil odličen zvok, ne? Praktično si mislil, da zraven stojiš, ko se pogovarjate, ne? Zdaj, te naši prisluhi, k roko na srce, ne verjamem, da so Pop TV-jevi raziskovalni novinarji slučajno posneli to, ko se je ta hrvaški pač direktor Stirije pogovarjal z nekim neimenovanim avstrijskim poslovnežem, ne? Se pravi, so jih morali dobiti od naše tajne službe Sove, te posnetke, da so jih objavili, pa niso take kvalitete. To zdaj pomeni, da ima Soja boljše posnetke, ali da se ta dva, ta Hrvat in ta Avstrijska, ste se zdaj pogovarjala na bolj zavarovani liniji, pogovarjala kako? Jaz resnično upam, ne, da ta kvaliteta teh posnetkov ni izkaz višine strokovnosti ene in druge agencije. Ne?
to resnično verjamem, da temu ni tako, ne, oziroma bo neko upam, da temu ni tako, ne, ker če pa temu je tako, potem verjetno tukaj uporabljajo še vedno iste metode, ko so jih tam na ogled nekje v Postojni, se mi zdi, pa včeraj je bil posnetek iz Ljubljanskega gradu, morda še vedno isto opremo uporabljajo, iste metode, ne, in pač... Mogoče imajo krokarje, tako kot v Igri prestolov, ne? Neke velike koristi od tega prav gotovo ni. Bi pa jaz vseeno tukaj dodal, da mene tega ni prav zelo strah. Ne? To volitve se bližajo... Ne vidim, ker nimaš niti čelade, jaz smo vsaj čelade. Tako, volitve se bližajo, dejansko pred vsakimi volitvami so bile neke, bodi si na Hrvaškem, bodi si v Sloveniji, so bile neke razprtije, so malo dvigali temperaturo. Pač gre za nek šov, ne? Gre za neko politično igro tukaj, ne? In zdaj, če se spomnim, koga imamo mi trenutno za predsednika vlade, ne? Je logično, da je ta igra recimo malo bolj živahna, ne? Ker kaj pa bomo od igralca drugega pričakovali kot to? Ampak, a ni štosno, Lucija, ne? Recimo premijer je rekel, nisem šel v parlament govoriti v Strasbourg evropski, zato ker bi se to razumelo kot predvolilni govor, ne? Zdaj imamo pa, glej ga zlomka, neke predvolilne poteze, ko kar tekmuje, kdo bo bolj dramatiziral, ne? Najprej premijer reče, to je nezaslišano, to je neevropsko, ne? Potem pač Miro Cerar skoči in pokliče veleposlanico k nam domov, njihovega na zagovor. Potem skoči Židan z SD pa reče nujno sejo sveta za nacionalno varnost. Ne? Zdaj kaj bo, Erjavec bo skočil na Patrijo pa bo rekel, gremo via Zagreb, ali kaj bo zdaj naslednji korak. Ne? To so malo predvolilne poteze. Ne, veš kaj, mogoče pa res nimajo kaj početi. Mislim, Ja, to recimo pravi vodja opozicije Janez Janša, on je objavil recimo sklic zadnje te seje, redne, ne, v parlamentu, Marko bo to vedel, ker recimo bil en let dober poslanc, ne, in je rekel, najkrajši dnevni red praktično redne seje, kar se jih spomni, ne, in to v prvem letu vladanja, ko lahko največ stvari narediš. Se pravi, je neki zrna soli v tem, da pač te res ne vejo čisto dobro, kaj bi počeli, ne. Ne, po mojem res ne, no. In ti prisluhi so tukaj stara stvar, da smo, mislim, dobre, to so kar nadaljevanka, ti sam doma, ne, doma imamo zdaj prisluh, 15. ponovitev. Jaz bi razumela, da bi bili neki novi prisluhi, ne? Ampak prvič, ko so se kolce postavili, smo vsi, nismo vedeli. Ampak zdaj, veš, recimo, Orban je grozil mladini, ne? Orban je grozil mladini. To je bilo za tisti prst, ko smo ga prej videli, pedagoški Šarca, ne? Prst je že dvignil, na levi roki, ne pozabiti. Pedagoški prst na levi roki, je rekel, pazi se Madžarska, ne? Ampak zdaj, ko so pa napadli njegovega koalicijskega partnerja, oddajo 24 ur na Pop TV, neposredno, ne? Je pa čas za čelade, ne? Je pa že čas za čelade, ker to je zdaj ta neposredna grožnja. Ampak dej, popravi me, če se motim, ampak ni Orban poslal tega slovenski vladi oziroma slovenskemu zunanjemu ministrstvu? Nihče ne bi izvedel za to, če ne bi Miro tega objavil, ne? Tako da to je očitno gre tukaj za interes naših not, ne? Orban je še vajenc pri teh pritiskih, a veš. On ne ve, da moraš iti na tiskovko, ko naš Marjan pa reči, ni fajn, da državna podjetja oglašujejo v enih medijih. Je pa zanimivo, da celotna vlada zdaj skače na to nacionalistično struno tukaj, ne, da je treba postaviti se proti Hrvatom, proti Madžarom, proti Italijanom, proti Avstrijcem. Ampak ne pa proti migrantom. Ja, mislim, očitno skače na neko nacionalistično noto, ne. Zdaj, glede na to, da je gospod Jelinčič iz nacionalistične stranke podprl proračun, pa še par drugih predlogov, ne, kaj nam še sledi, ne? Jaz vem, kaj nam sledi, pa vam bom zdaj povedal, ne. Ko je Marjan Šarec govoril o premikanju meja v Trbovljah, je on imel v mislih dejanske meje. In gotovo je zmagal za te glasove, ki si jih ti omenil, ne, Marko, obljubil premik meje, ne vem, kje je že zmagal, riše mejo med Slovenijo in Hrvaško, ta nek paropatiji, ne. Se pravi, mogoče je pa Marjan Šarec s premikanjem meje mislil, da bomo mejo med državami premaknili, zdaj na Opatijo, pa bo cela Istra naša. Kaj pa vemo, ne, ker to so pač v starih vzorcih bi mi trije tako rekli, ne, ni šans, gled. Ampak zdaj so novi vzorci, ne. In kdo je zdaj ta Hrček? Ne? A smo mi trije zdaj Hrčki, ker v resnici do zdaj sem mislil, da sem jaz čudak, Marjana ne razumem. Ne? Zdaj mi je pa razložil, da so oni čudaki. Ne? Je rekel, mi smo čudaki. Se moraš prilagoditi. Kaj to pomeni, če jaz ne razumem čudakov? Da nisi čudak, ker razmišljaš o starih vzorcih. Ja. A veš, zdaj nov vzorec je verjetno, da moraš biti čudak. Da moraš biti čudak, ja. Ok, zdaj, če se dam čelado na glavo, sem malo bolj čuden. Si že malo bolj tako. To morate priznati, ampak a to zadostuje? Ne. Ker je važen tisto, kar je pod čelado. Ampak, Marko, kako bomo mi zdaj iz starih vzorcev, ne, ki pač ne padamo na te finte, na prve žoge, kaj nam zdaj še sploh preostane v bistvu v tej situaciji?
ne vem, po pravici povedano, malo moramo opazovati, videti, kaj se dogaja. Morda bomo vsi morali začeti hoditi v igralsko šolo, se naučiti kakih dobrih vicov govoriti, in potem pač igrati na to struno. Ampak se Aljuš to že zna. Tako da, Aljuš, ti si že dosti blizu. Ne? Ja, ne vem, če sem, veš, ne vem, ali mi še kaj manjka, še kakšna puška poleg čelade, ali kako bi se zdaj čim bolj vklopil. Ja, zdaj, Šiško je bil, on z Airsoft je že neki, ne? Prvi korak je. Ne? Ja. Tako da... Ne, ker resno, zdaj, če pogledamo, pač premier je rekel v Trbovljah, mi se z drugimi ne ukvarjamo. Ne? Potem je pa cel govor posvetil drugim v resnici. Ne? Potem je rekel, pač novi, ne nas poskušati razumeti, niti kar nas ne boste razumeli. Ja, hudiča, kako greš v politiko, pa ljudem rečeš, da te ne razumeli. Se to je nelogično. Ne? Če hecen je, da on dajo pridigo Evropskemu parlamentu in Evropski uniji, pri tem, da ni hotel tam niti govoriti, v novih miselnih vzorcih, hkrati se pa delo, da ni njegova stranka članica Aldeja. Mislim, torej ene od 3 teh najmočnejših grupacij v parlamentu. Tako da jaz resnično te njegovi vzorci so malo tudi zaskrbljujoči lahko. Mislim, tudi te njegovi vzorci, glede Aldeja. V Alde se v Sloveniji članice Alde nekako nikoli niso uspele zmeniti za skupen nastop. In lega Šarca pride z novimi vzorci in se na tak način ne uspe zmeniti. Tako da ti njegovi vzorci, če kaj je za priznati našemu Marjanu, je to, da ima PR dobro pošlihtan. On govori všečno ljudem, ve, kaj ljudje radi slišijo in to jim on tudi da. Zdaj, ali pa bo kaj uspel tudi narediti v dobro, bo rekel vseh nas, bomo pa še videli. Trenutno, 100 dni je mimo, mislim, da že 200 dni tudi. Preživeli smo. Ne kaže, da bi kaj veliko delali. Zima prihaja. Ne kaže, da bi se kaj prav zelo dogajalo. Bolj kot gledamo, bolj vidimo same stare vzorce. No, je pa nekaj res. Marjan si zna tudi zbrati koalicijske partnerje. Ja, mislim, in to več njih. Veš kaj, jaz imam sicer občutek, da ta koalicija je dejansko ima 55, da je v bistvu ena stranka, ki ima 55%. In da Marjan Šarec je ni niti zbral, niti naredil, ampak mu je bila dana v upravljanje. Zato si lahko prvošči take izjave o hrčkih in o novih vzorcih. Zdaj, ta delo je resen, tle se ne hecam. Jaz resnično močno dvomim v njegove kapacitete, intelektualne kapacitete glede vodenja vlade, lahko da je dober igralec, ampak je ni bil. Mislim, jaz sem tako pravijo kritiki, dramski, to nismo mi trije. Ja, tako da jaz ga nisem nikoli niti poslušala, niti nič, tako da v tem delu ga lahko pustim na mir, ker ne vem. Ampak... Ti si ko šporhet, se si fajn sam, da bi te pokrog plačili, pa ni. Kva sem, baba sem, Čeprav, veš, verjetno dvorano v Trbovljah bi lažje napolnil, če bi kot Serpetinšek nastopil, Definitivno. Ampak to mogoče še pride v drugem letu mandata. Si bomo vzeli še en krajši premor, po katerem se gledalke, gledalci naše komentatorja vrneta z zaključnimi komentarji. Ostanite. Pozdravljeni še zadnjič nocoj. Lucija, Marko, da vaju takole vprašam. Katera koalicija bo po vajinem mnenju uspešnejša? Koalicija Večernjega lista, SOE in hrvaške vlade ali koalicija Pop TV, Sove in slovenske vlade? To sprašuješ v starih vzorcih ali v novih vzorcih? Ni važno, kdo bo zmagal. Če boš pa Hrček, boš pa Hrček. Ja, jaz sem Hrček. Jaz verjamem v hrvaško koalicijo. Ok, si zaciklena, ne razumeš naš čudakov. V redu. Marko? Jaz bi rekel, da res, da so nove volitve, ampak to, kar zdaj gledamo, so pa neke stare politične oziroma bolje rečeno politikanske igrice. Iskanje zunanjega sovražnika za notranje politične namene in zato, da bo pač, ne vem, morda kaj vplivalo na volitve. Mislim, da je cena, ki jo za to plačujemo pa ljudje, da je absolutno previsoka in da si zaslužijo malo bolj resno politiko. Ok, zelo lepo si Marko povedal. Lucija Šikovec-Ušaj, Marko Pavlišič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil 274.
Kdo bi ga razumel? Faktor na TV3. Spremljajte nas tudi jutri, ko bomo komentirali, zakaj je Karl Erjavec koloradski hrošč slovenske politike. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.